No in prej si rekel, da ste imeli v neki točki, zdaj verjetno pol, ker si ti prišel, cel kup teh produktov, savne, sodi, vrtne lope, ne vem kaj vse. Zdaj ste pa to kar precej izčistili. Nismo imeli identitete te prave. Bilo je mizarstvo hrovat s tradicijo, znano po kakovosti, lokalno znano kot oni bojo pa dobro naredili, a ne? Ampak če imaš ti preveč produktov, pa se prideš do točke, ki postane neobvladljivo, ti ne moreš držati razvoja, pa še standardizacije, pa še procesov za ograje, terase, fasade, vrtne lope, pergole, smetarnike, kompostnike, vroče kadi, vrtne savne, brunarce, ni šans. In so se začele domine že majčkeno podirati in prideš do točke, ko se moraš odločiti, kdo sploh si. Prvo, in takrat se je pa meni osebno začel lomiti, no? Ker ti podjetje lahko vodiš, pa podjetje ima lahko vizijo, lahko ima poslanstvo, če to izhaja iz tebe. Ne, če izhaja iz vzvoda, brez pač whatever it takes, samo da rastemo. Pač kakšen motiv je to, ne? To je, lahko te žene ponos, lahko te žene adrenalin, lahko te žene, ne vem, želja po čim več denarja, a ne? In na koncu dneva ugotoviš, če te karkoli od tega žene, saj jaz sem pri sebi ugotovil, da presenetljiv veliko ljudi, no, tudi jaz sem bil del tega, želi se družbi pokazati kot uspešen, kot najboljši, kot jaz pa lahko. A ne? In to izhaja v resnici iz nizke samopodobe. Ker sam sebi nisi dovolj, rabiš to potrditev od zunaj. In to potrditev od zunaj nekateri iščejo v športu, nekateri jo iščejo v podjetništvu, na socialnih omrežjih, ne? Kdo bo imel več lajkov. Jaz sem najlepši, jaz sem najboljši. Ne? In primer, in to je ta instant družba danes, no, ker se sam še s tem hrani večina ljudi. In tudi jaz sem bil del tega. In jaz sem to sproščal skozi podjetje. No? In ko enkrat pri sebi ugotoviš, da pač to ne pelje nikamor drugam kot v izčrpanost, pač izgorelost, ne? Da na koncu tistih 500 evrov, ki imaš več, kot dobesedno nekdo tam, ki je v javni upravi zaposlen, ne? Pa da garaš cele dneve, pa sploh ne veš zakaj, te zmanjka. In takrat se je meni začel podirati in sem imel obdobje, ko sem se ful lovil, ful iskal, takrat sem imela tudi z očetom najbolj napet odnos. Logično. Ja. In pol, ko se podre, se lahko sam še pravilno sestavil. No. Se je do te mere podrl, da se je moral pravilno sestaviti ali je sam... Podjetje, če gledava kot podjetje, se ni podrlo. Ja. Se ni podrlo. Ampak se je pa, če gledam danes, ali pa ne vem, časi pred korono, je razlika noro velika. Naven se niti ne zgleda toliko, ampak mi smo takrat definirali, kdo sploh smo, se pravi, odločimo se, v čem bomo najboljši. A ne? In itak je bila odločitev Kobi hiška, ki je bil razvoj zadnjih 10 let, lasten produkt, najboljši prodaja. To me zanima. Iz vseh, podobno je imela moja Lenka, ki je tudi pasala razvijati, pa ta produkt, pa produkt. Ampak pa je ugotovila, ti moraš imeti za vsak produkt zalogo, pa material, pa vse to. Vse procese, stroje, nastavljene, vse. In vi ste pol od vsega tega ste pogledali, tole je naš asortima, kako ste se odločili ravno za Kobi hiško? A veš, koliko je težko odrezati en produkt, ki ne veš, čem ga boš nadomestil. Mi smo imeli tolikle denarja je bilo treba dati za plače, tolikle denarja je bilo treba dati za, ne vem, za vzdrževanje, konec koncev za kredite, za vse. In ti se tresaš, kar rečeš, od jutra naprej ni več lesenih ograj. Ja. Ne?
Ker veš, da ti je to prinesel, ne vem, 10% prometa. Ja. To so bili produkti, ki so bili, ne vem, svoj obdobje močni, drug obdobje stranski, trendi se menjajo. In mi smo imeli strateško najboljšo prednost na vrtni hiški, ker je bila edina moderna vrtna hiška na trgu. Edina. Bauhaus je imel sam takšne, Obi sam takšne, lokalci, obrtniki so imeli brunarce razne. Ne? In mi smo bili pa ta prvi, ki smo naredili vrtno hiško, ki je pasala zraven nove, moderne stanovanjske hiše. To je takrat spet nastalo. Veliko odločitev je bilo narejenih iz strahu, da nam bomo preživeli. Ja. In ta strah, da nam bomo preživeli. Ta motiv je kar močen. Ta strah, da nam bomo preživeli, to je generacijsko. To ni nastalo zaradi ene gospodarske krize 2008. To je nastalo, ne vem, kdaj. Je bil star oče lačen, ki je bil 4 leta star, ki je bila vojna. So Nemci na vrata potrkali, pa so odpeljali še tisto kravo, ki so imeli. Pa še prej verjeten. Tako da, to je pa dedno. To je pa dedno in to je vzorc, ki ga mora nekdo zavestno odrezati pa prekiniti. In ko smo mi nehali razvijati, pa ustvarjati stvari samo iz tega boja po preživetju, ampak iz suverenosti, da smo dobri pa da zmoremo nekaj več, pol se ti začne spreminjati. In mi smo verjeli v Kubi hiško takrat, ker se je že dobro prodajala, vsak let smo jih več naredili, trg je dal kljukico. Na socialnih omrežjih smo tudi nekaj prepoznavnosti zaradi tega dobili. Ni se bilo težko odločiti. No? Težko je bilo pa... Skupaj si ti rekel, od vsega tega sortimana neobvladljivo postane. Ne, to že, ampak nekdo je moral reči, tole bomo piknili ven. Ne ograje, ne sode, ne savne, ne vem kaj, Kubi hiško bomo piknili ven. To oče rekel. To je bilo samoumevno. To je bilo samoumevno, to ni bilo treba na mizo dati. Na mizo je pa bilo treba dati, kdaj reči ne lesenim fasadam, kdaj reči ne terasam, kdaj reči ne visokim gredam. A to ste pa postopno ukinjali? Mal po mal. Ta je bila ful tvegana poteza za vsako, ko smo rekli ne. Ampak ni bilo izbere, ker tis bi nas pokopali. No. Ne moreš. Danes delati visoke grede, jutar ograje, to je toliko enih procesov, ki jih ne moreš strojev, ne moreš prilagoditi, toliko enih materialov, ki jih moraš imeti na zalogi, nimaš jih kam dati. V glavnem, ni bilo izbire v resnici. Ampak to ni bilo izbire. To verjeten vidiš, pa veš, zdaj za nazaj. Jaz iz lastne izkušnje vem, da ko si noter v tem, ne vidiš, da ni izbire, ampak sem bezlaž. Ja, pač trudiš se na vse načine, da boš pokril stroške. No. In s tem, ko je Kubi segment rastel, smo ostale lahko mal pa pomal zmanjšvali, pa pol zaključvali. In s tem smo lahko pol delali standardizacijo. Smo začeli lahko sistematično pripravljati načrte za hiške, v SolidWorksu rišemo. Lahko smo v proizvodnji postavili delovne postaje, checkliste, vse to, ne? Pol je tudi sledil ISO standard, pa takrat, ko smo to novo proizvodnjo postavili, se je tudi veliko stvari zložili skupaj, da smo lahko učinkovito nekaj delali, pa da smo lahko izboljšvali kvaliteto, ne zato, ker je majster tako rekel, pa zato, ker ima majster vse v glavu, pa reče, to ni dobro, ampak zato, ker ima pač faza 2, kjer se sestavljajo stene, standard, pod katerim se delavec podpiše in za tem stoji. Ne? In to lahko delaš, če imaš en produkt. On se ne more danes podpisati pod ograjo, jutra pod teraso, tretji, če ni standardov, če jih noben ne more postaviti. Ne? Ja, tako. No, tako da to je bila ta prva transformacija resna. No, je tudi takrat se je razrešil med očetom pa starim očetom in pol tudi med mano pa očetom. In so se te napetosti ful sprostile, tako, kar v enem dosti kratkem obdobju pol. Prej si omenil, da si imel mentorco to skaza. Ja. Kje si jo pa dobil? Čisto nedolžno sem ji na LinkedInu pisal. In sem jo vprašal, mislim, to je bil klic na pomoč, no, zdaj gledam za nazaj, pač pomagaj mi, če ne bomo umrli. Na LinkedInu sem ji pisal,
jaz doskrat sem tako ljudem tudi pisal, pa jih ljudje, ki so pač bili, ne vem, moj ideal tam nekje, kamor sem si jaz želel pridati, ne, pa vprašal, a mi lahko pomagaš, a greva na kavo, imam par vprašanj, če lahko si moj mentor, mentorca. To sem tudi Tanji takrat pisal in je rekla, a veš, da začenjam z družinskimi podjetji. Ona je takrat izstopila iz podjetja družinskega in je šla na pot, da opolnomoči ženske, pa da opolnomoči družinska podjetja, ker je tudi sama iz tazga okolja prišla. In kljub temu tebe vzela. In jaz mislim, da nisi ženska. Dve je imela, ja, kljub temu imene vzela. Mi smo bili v kategoriji družinska podjetja. Ja, in je rekla, da bomo naredili en workshop, da vidim, če lahko z vami kaj naredim. Pa je prišla, pa smo naredili, pa je rekla, ti po moje, da se bo dal. In takrat smo dobili razpis tudi digitalno transformacijo, nepovratna sredstva, smo začeli postavljati proizvodno. Jaz sem takrat tudi na frišem prebral knjigo The Toyota Way, ki mi je redefinirala vse, kar sem do takrat vedel o proizvodnji in o podjetništvu. In sem jo res kar dobro tudi takrat razumel in izkoristil, ko smo novo proizvodno postavljali. No in Tanja je takrat prišla v pravem trenutku in smo pol lahko tudi postavili odgovorne osebe v podjetju, oddelke. ISO standard smo potem na to upeljali tudi zraven, ISO 9001, ki je standard kakovosti vodenja. In ona me je peljala po vseh teh korakih, ne, kako biti vodja, kako verjeti vase, že pač kot prva glavna točka, ne, kako zaupati v to, da bo vse v redu, da te strahovi ne premagajo. Ne, ker to je zdaj, takrat je bila faza, ki je bilo treba pozabiti to, kar smo zdaj vedeli, pa ugrizniti v nekaj, kar moraš mentorju verjeti, da je dober. Nekaj čist novega, nekaj čist drugačnega. Zdaj bom pa jaz nekomu zaupal vodenje proizvodne, da bo namesto mene koordiniral proizvodno. Ne? To je bilo za mene pa za očeta tako, pač no go, ne. Zdaj smo 50 let smo vedeli, kva narediti, zdaj bo pa 30-leten mulo to počel, ne. Nekdo, ki je moja generacija, sodelavc, ne. Ja, ampak smo to naredili in itak so bile težave, so bile napake, je bilo je bilo tretje, pa ta ni nosil odgovornosti, pa vodja prodaje se je oprl, pa vse te stvari so bile vmes, ne. Ampak mogel je biti nekdo, se pravi, to je bila Tanja, ki me je v to porinila. In pa je bilo sam še od tem naprej, je bila pa sam še moja psihologinja, ona, jaka saj bo, sam zdrž, ker ko boš naredil vse te napake, ko se boš na vseh ljudeh vse to naučil, te bo izoblikoval in boš znal. Ne bom jaz namesto tebe to naredila. Jaz bom zraven, kadar me boš rabo, me poklič, ampak delo boš pa ti. Ti boš vse napake naredil, jaka, zato, da se boš naučil. No in sva bila na točki, ki je leto pa pol z nami to delala. Tudi oče je bil v veliki meri del tega in tudi takrat se je najin odnos nekako začel kazati, kako bova midva to naprej delala. Ne? In v določeni točki je Tanja rekla takrat, jaka, lej, zdaj pa jaz sem ti dala, kar sem ti lahko, ne? Zdaj pa, če si greš z mano še eno tako malo občutljivo stvar, je pa bila povezana z šla sva na šamanski obred ljubezni, no, čisto direktno. In to so na Primorskem eni šamani, no, jaz se nisem kaj dosti spraševal, kdo so, kaj se tam dogaja. Vedel sem samo to, da če me je do sem pripeljala, če so do sem toliko enih stvari naredila s Tanjo, da je prav, da ji zaupam še naprej. Ne? In sem se čist prepustil, sem rekel, lej, let it be, naj bo, kar bo, grem pa da vidim, kaj bo. No in tam se mi je v bistvu svet čist na glavo obrnil. No. Tako v eni noči je bil hard reset. V kakšnem smislu? V bistvu prvič
recimo to, kar delajo šamanske obredi ali pa kar doživiš na obredu ljubezni, v resnici prvič vidiš sebe takega, kot si. V resnici, brez mask, brez zunanjih dejavnikov, brez tega, kar ti je dala vzgoja, kar ti je dala šola, kar so ti dali starši, karkoli, ne? Ampak v svoji čisti obliki. Ne? In ko to vidiš, dobiš tudi malo moralca, kaj vse so v življenju do tja narobe delo. Ne? No in od tam naprej se je pa vse definiralo pol, v to smer, ki sem ti jo že pol tudi razlagal. Ne? Sem mogel prvo pač konec koncev sebe spoznati, razčistiti sploh sami sabo, svojim egotom, kdo sem, kaj sem, zakaj sem, kaj me sploh v življenju veseli, kakšne bedarije sem počel. Ne? In ko enkrat te stvari ozavestiš, jih pol začneš reševati. In to ni več boj, tako kot je bil prej, ampak je pač lepo potovanje, ki je na momente zelo težko, ampak veš, da delaš nekaj dobrega, da lahko v svetu pustiš svoj pečat, da lahko pustiš svet za sabo boljši, da lahko ustvarjaš nekaj, kar ima dejansko smisel. Ne? Sej v podjetništvu ustvarja denar, če nima smisla, ga ne rabiš ustvarjati. Mislim, to, da greš na dopust zato, ker si denar ustvaril, ne? Pa da je dopust tvoj pobeg od tega, s čimer ustvarjaš denar. To je kompenzacija. Ti tvegaš, ti kompenziraš svoje zdravje, svoj čas, odnose z ljudmi, ki ti veliko pomenijo, za nekaj denarja več, kot bi ga imel v eni povprečni službi. Ne? In vse to daš na tehtanco. Dokler tisto, kar v življenju delaš full time, ne dobi smisla. In ko enkrat osmisliš to, ljudje, ki grejo čez tako stvar, so prodali podjetja, menjali službe, menjali partnerje. Ko vidiš, kje si imel toksično okolje, vidiš, kdo te je podpiral v življenju, malo v drugi luči vidiš. No, in skratka, začneš se boriti za nekaj vrednega. No. In takrat se je tudi izoblikovala vizija, pa poslanstvo tudi v podjetju. No. In to je, da ljudi vračamo nazaj k naravi. In takrat je prišla tudi misel, da Kubi hiška je pa dom za svobodne ljudi. Ker prvo mora človek sam pri sebi vedeti, kaj je sploh svoboda. Kdor je svoboden, ve, da je svoboden. Kdor pa ni svoboden, pa misli, da je to marketing. To je dobro, ja. Mi ne prodajamo ljudem svobode s tem, ko prodamo hišo. Mi hišo prodamo tistmu, ki je že svoboden. In zato so hiške majhne, zato so hiške v naravi, tam, kjer imaš lahko svoj notranji mir. Da nisi sužen svoje nepremičnine, da nisi sužen tistega, kar si materialnega ustvaril, ampak da dejansko lahko živiš sebe točno takega, kot si, pa da te čim manj stvari, ki so okrog tebe, omejuje pri tem. Ne? In prevelika hiša je ena stvar, ki te lahko omejuje. Kredit, ki vsak mesec kapne, te lahko omejuje. Napačen življenjski partner te lahko omejuje. Napačna služba te lahko omejuje. Ne? To, da si zatiral svoje talente, ki si jih v otroštvu mogoče že imel, igranje inštrumenta, šport, karkoli, za voljo kariere. Vse te stvari pa lahko delaš, če si svoboden. In mi damo ljudem okolje, da so to, kar so. V bistvu eno komponento od tega, da so lahko korak bliže. Tako. In zanimivo, da največ povprašanj imamo od ljudi, ki so ločeni, pa imajo nov začetek, od ljudi, ki so šli v penzijo, pa imajo končno možnost živeti tja, kamor so si cel življenje želeli. Od ljudi, ki mogoče, imajo pokojnega partnerja, pa so rekli, zdaj pa živel. Ne? Ali pa od ljudi, ki so v življenju, imajo vse. Ampak ta vse je ratu preveč.
in je treba zmanjšati. Breme. Je rato breme in je treba zmanjšati. Tako da to so ljudje, ki imajo za sabo običajno težke življenjske zgodbe, ampak lih to jih je izoblikovalo v to, da so danes lahko srečni. Mi smo pa ena izmed njihovih puzel. Podpornih služb. Dejansko. Mislim, Dejansko. In to pa je lepo poslanstvo. Ja. In s tem poslanstvom pa jaz lahko do konca življenja funkcioniram, pa bom pomirjen s tem, karkoli se zgodi. Wow. Mislim, od tega pogovora, tako, kot te poznam, oziroma sem te spoznal skozi ta naš proces, ki smo za tebe pa Vesno hiško delali, jaz skozi ta proces, ker pa se spoznam ljudi. In zato sem od tega pogovora pričakoval veliko danes. Tako sem se ga že veselil dolg časa, praktično preden sem začel to, sem si naredil listo, koga bi pa imel in si bil že na prvi listi in tako. Lepo. Ampak to pa nisem pričakoval toliko, ne vem, kako ne temu rečem, toliko globine, modrosti, odprtosti, wow, res. In tudi to ni to je pri tvojih letih, koliko se je, ko si 34? Ja. Pri tvojih letih sem jaz veliko bolj zblojen. Ja, jaz sem tudi bil nedolgo nazaj. Veliko bolj. Ja. Če tako pomislim. Življenje te nauči, no? Če si tako pot zbereš. Jaz sem se orang zaletel. Pa ni bilo neven videti drugače. No? Ja, se včasih doskrat ni naven videti. Ja. Ampak prebiješ v zid tako, da si sam še kamate parlo s skloščenim nosom. Ja. Tako da to je bilo od 2020 pa do rečemo do lanskega leta je bil orang maraton. No. Obdati se s pravimi ljudmi. Veliko ljudi te na tej poti izda, ki mogoče ni z iskrenimi nameni ob tebi, ampak je mogoče z nameni, ne vem, lastne koristi, ki ni v korist podjetja, lastne promocije, zgolj za referenco. Nažalost je ogromno ljudi, ki sem jih spoznal na tej poti, pa se čudno sliši, delaš škoda samo zato, ker je bilo fauš. In kaj pač ljudje iz faušije so sposobni narediti marsikaj. In problem je, ka maska pri ljudeh traja, da pade. Jaz, recimo, ko sem v podjetju, ne vem, dnevno srečujem ljudi, ki so na zaposlitvenem razgovoru, ki prijavljajo prijave za delo, ki moraš v pol ure človeka spoznati, pol se moraš pa že odločiti, da ga boš zaposlil ali ne. In večina primerov je tako, da je danes že CV narejen z AI-jem. Oseben razgovor zna večina ljudi zelo dobro sfejkati. In pol bolj, ker ne sam čakaš, da bo maska padla. Ne? Da se človek pokaže v iskreni luči. Ne pomeni, da je to slabo, lahko je dobro, ampak masko ima pa zato, ker ga je nečesa strah. In ljudi je strah, konc koncu, da, mislim, ljudje, ki se prijavljajo za službo, rabijo denar. Strah ga je, da ne bo dobil službe že v prvi vrsti in mora narediti najboljši možen vtis. In to je itak že v štartu fake. Ne? In pride moment, ko vsakmu pade maska. Ne? In ugotoviš, da je nekdo s ful iskrenimi nameni zraven tebe, sam da ti ni upal tega pokazati. Pa povedati. Ne? Pa ti vidiš skozi njegova dejanja, skozi leta, pa rečeš, ej, svaka ti čast, carstvo. Vidiš človeka, ki naredi, ki si zraven vse, te hvali, te občuduje, te ne vem kaj češ, da si ne vem kaj. Za hrbtom dela in govori čisto drugače.
Tega jaz nisem znal videti dolg časa. In na koncu, če imaš takšnih ljudi v podjetju preveč, ne veš, kdo pije, kdo plača. Sploh ne veš, kdo je del podjetja, kdo je pa zato tukaj, da 15 pride plača, pa mu je čisto vse in za tebe, in za podjetje, in za zgodbo, in za vse. Itak, če tako človeka vprašaš, a se poistovetiš z našimi vrednotami, nobeden ne bo rekel ne. Nobeden. Ne. Večina ljudi sploh ne ve, kaj so vrednote, pa kako se z njimi poistovetiti. Pa če rečeš, zato ker šef hoče to slišati. Ampak čas pa pol pokaže. Ne? Ti ne moreš fejkati to neskončno. Ne moreš. In s tem, ko sem te stvari v zavestu, sem znal potem na dolgi rok se obdati z ljudmi, ki pa stojijo ob strani, pa ne rabijo meni osebno stati ob strani. Naj branijo podjetje, dovolj. Branite tisto, kar vam daje kruh. Ne tega uničevati, ne v to zarezati, ker to, ko ustvarjamo, to imamo. Ne moramo dati več, ne moram imeti jaz nekoga vsak mesec na sestanku za višjo plačo. Če delaš podpovprečen rezultat, pa te jaz toleriram. In takšne ljudi sem toleriral predolg časa. Tako, kot so te fante ki so ta base camp naredili iz 37 Signals, rekli tam, jaz sem eno knjigico bral, te knjige so zlata vredne, res. Remote. Med drugim tudi ta stav, ki sem en toliko usedel in to vidim, to je bila ena od osnovnih napak, ki sem jih jaz v prejšnjem podjetju naredil. Hire slowly, fire quickly. In tudi takrat, ker ni nujno, da sploh s tem, ko nekoga fire, se pravi, odpustiš, mu kaj slabega delaš, nasprotno, mogoče dela za oba dobro. Ker se bo pač drugje najdel. Zdaj mi gre to veliko lažje. In dejansko tudi tukaj, zdaj že skozi biro, je prišlo par ljudi, ki so mogoče po neki zunanji podobi mislili, čisto iskreno, jaz verjamem, da bi se not sodili, da bi jim pasali, pa jaz res veliko teh sit postavim prej. Najprej ima vse na spletu, kar lahko po meni pogleda, prebere v revijah, karkoli že. Potlej dam, da pošlje svoje materiale. Pol dam nek vprašalnik za izpolniti, da vidim še neko bolj globino. Pol imamo pogovor, kjer probam res čim bolj iskreno predstaviti, kaj tle lahko pričakuje, kaj pa ni za pričakovati. Pa kljub vsemu se zgodi, da nekdo pride skozi ta sita, ne vem, ali mogoče, ki si ga jaz želim, ali morda, ki si on to želi, pri mojih 100 letih še ni vseh teh senzorjev dosti. Ampak vidiš, vsak tak, pa ni, se izkaže, da človek ni za tle, pa ne mislim, da je... Pa nič narobe s tem. Nič narobe z njim, tudi z njim nič narobe. Ker se tudi on matra s tem. Tako, in se matra, in je pain, in je za oba, in prej, ko to daš, zrežeš sebe stran. Jaz tega nisem upal, ker me je bilo strah. Mene tudi v prejšnji firmi je bilo muka, to je bilo meni groznega. Človek pač ne moreš ga zdaj kar iz službe vršiti, hočeš mu dober, strah te je, da ne boš dobil enakovredenega, strah te je, da ne boš nikogar dobil. To v osnovi vse izhaja spet iz nizke samopodobe. Ti ne verjameš, da si temu kos. No pa itak, to pa je ena šola, ki me življenje naučil. Kaj strahu delati. Odpade. Tako, in vedno, ko smo v ekipo sprejeli nekoga iz strahu, češ, da boljšega ne bomo dobili, ali pa iz strahu, da zdaj pa, ne vem, zdaj smo pa toliko več prodali, pa moramo narediti bolj, da imamo par kompromisov v ekipi, kukar pa da jih nimamo, pa da imamo, ne vem, 3 pare rok več. Napaka. Zdaj, ko smo to globoko tole zajadrali, to je ena stvar, ki me res zanima. Pa si idealen sogovornik, da je to način, čeprav imam tle še par stvari odprtih, ki so se mi do zdaj porodile, da jih moram tudi še. Ne vem, kdaj bo danes končala. Petek je, jaz imam čas. Vsi smo poslušali Steve Jobsa, da moraš imeti A-playerje in A-playerje in A-playerje in vedno to. Ker B-playerji
bo slabo. Ne. Pol sem pa zančklih na tem Leprstivu Bartletu, da ta podcast Dario Fasijo, eno žensko poslušal, ki pa, no, v glavnem, s to Jobsovo logiko sem jaz skozi en mečken problema, ampak nisem vedel, kam prst usmeriti, kaj me tukaj čisto. Pa je pa ta ženska rekla, da ni nič narobe, tudi če kdaj kakšnega, mislim, jasno, fajn je imeti top noč ekipo, ampak tudi če kakšnega B-playerja, ali pa tudi, se ni nujno, da je B-player per se, ampak je na kakšnem področju B-player, če imaš ti tukaj dobro jedro, pa da ga not pripeleš, je v redu, tudi če je B-player, ker se bo zgradil, ker bo vrednote videl. Ja, on rab sam svoj delček mora braniti in če ti dobro dela, tudi če ni visoka odgovornost, je dost, da A-playeri lahko svoje delajo. Ne pa, da dejansko lahko B-player postane mogoče ne A-player, ampak B+ player, pa A- player celo v nekem pravem okolju in da se takih ljudi ni a priori za brand ali pa jih udrivati. To mi je bilo tako prav zanimiva taka teza. No, pa me zanima, če imaš ti kakšen tak primer, da tako, če pomisliš nazaj, a se je kaj takega zgodilo? Jaz ti bom čist iz prakse povedal, kako danes iščemo ljudi. Mi smo nehali iskati izobrazbo, saj tudi prej ni bilo neke poudarka na tem. Nehali smo iskati izkušnje v panogi, ne vem, te stvari, ki fajn v CV-ju zvenijo. Edina stvar, ki mene pa vodijo proizvodnje Božata, no, ki je vedno zraven, edina stvar, ki naj jo zanima, je samo še to, da je človek iskren. Samo še to. In midva samo skozi pogovor probava razbrati, ali če je bil na pogovoru iskren, veva, na čem bova delala. Če ni bil iskren, je lahko vrhunski strokovnjak, sorry, nimam cajt še za en ego trip. Nimam cajt. Mi smo, pač raketa je poletela. Mi nimamo časa ljudi vleči za sabo. Pa se je, ne daj Bože, psihiatrijo v službi. Če pa dobiš osebo, ki nima predznanja, pa je spoštljiv, pa iskren, pa da ti na mizo da, lej, jaz sem to. Če vam bom koristen, pripravljen sem se učiti, pa delal, lahko probam. Ja. Nek work ethic mora imeti. Itak. Da imaš to na mizi tako, kot je, si ga pa upava vzeti, pa reči, zaupaj nama, izoblikovala te bova, postal boš strokovnjak, mi da bova pa tebi zaupala, da boš sledil. In iz tukaj ven je prišlo že veliko. Traja mogoče kakšen mesec dlje, da ta oseba zna, ne vem, siko variti, klaparske obrobe delati, konc koncev, kjerokoli panogo, ne vem, nabava, marketing, sej projektiva, sej je procesov je ogromno, pa oddelkov. Kljub temu, da smo ful majhna firma, ampak moraš vse to pokriti. In vse se da naučiti. Vse. Edina stvar, ki se jo ne da naučiti, je to, kdo si. To se mora pa človek sam. In jaz nisem v poziciji, da človeku kažem, a pa da človeka vlečem za sabo na lastni motivaciji, ki je sam nima. Ja. To je tisto. Lahko si vrhunski strokovnjak. Če greš ti po šihtu na 3 pere, pa zjutraj pride zmačkan, zato ker, ne vem, je tvoj life beden. Jaz ti lahko povem, pokažem pot. Lej, jaz sem te stvari prehodil, meni so koristile, lahko jih tudi ti, to ti lahko naredim. Ne bom pa jaz namesto tebe delal. Se ne moreš. Ja. In ljudje, ki so energijsko samostojni, pa ki imajo hkrati dovolj spoštovanja in zaupanja v tebe ali pa v sočloveka, konec koncev se to je vzorc, lahko iz njega, tudi če nima znanja, pa izkušenj, ga izoblikuješ. Če ima znanje pa izkušnje, pa sam še, evo, tle imaš makito, pa nared. Ljudje, ki niso samooskrbni,
pa iščejo, da se nekam presasajo na tvojo energijo, na energijo podjetja. Ne? In to nekaj časa deluje, tam pa lahko bolika maska pade. Ker če nimaš dovolj lastne energije, pomeni, da se bo to nekaj začelo poznati, ali na bolniški, ali na dopustu, ali s pritiskom na plačo, ker z veseljem damo v podjetju vsem tako plačo, ki si jo zaslužijo, če le toliko ustvarijo. Ampak če pa ti kot posameznik ne ustvariš dovolj, pa želiš imeti kar naenkrat najboljšo plačo, ne vem, v proizvodni, te stvari smo pa nehali avansirati. Uspeha ne smeš avansirati. Vsak mora prehoditi svojo pot, na kateri boš dobil spodbudo, boš dobil mentorja, boš dobil vse, kar smo se v življenju naučili, zato da boš prosperiral znotraj tega, kar ustvarjamo. Ampak tvoja naloga pa je, da nam pomagaš ustvarjati. Če ne, pač je kratkoročno in je vprašanje časa, kdaj se razidemo. No in prvi poskus neiskrenosti, prvi poskus laži, prvi poskus, da neki pod tepih spodaj pomedreš zato, da šef ne bo videl, je pač je nedopustno, no, tako ratal. In s tem so začeli prihajati pravi ljudje. Ja, seveda. Ljudje, ki vejo, zakaj so tukaj. Ljudje, ki imajo doma družine, ki jih morajo nahraniti in so odgovorni, da imajo družine, pa da jih nahranijo, pa da si hočejo nekaj v življenju ustvariti. Čemu mi, kot delodajalec, pri tem pomagamo, hvala Bogu, da je vzajemno, da pa še verjame v vizijo, pa vse to, kar delamo, to je redko danes. To je redko, da ljudje sploh še v kaj verjamejo. Zdaj ne vem, ali je to tako redko ali ni. Jaz moram potrkati. Ja, no, vidim, tukaj se čist strinjava. To kadrovanje je v bistvu alfa in omega, tukaj se vse začne in pade. In jaz moram priznati, v prejšnjem podjetju naredil pri tem tako velik napak, ali pa verjetno ne vse možne, ampak velik napak. Pa ne mislim, da sem imel slabe ljudi noter. So bili dobri, sem bolj pošten je po moje, če rečem, da sem bil jaz slab vodja. In jih nisem znal sestaviti. No, ampak ja, tista izkušnja me je dosti stvari naučila, da zdaj tukaj moram pa potrkati, imam res tim, ker ko pa ti enkrat začneš ta pravi tim sestavljati, če ti v smrajen ribnik med krape ki se sam kole vržeš tudi še eno tako agilno ribo, bo slejko prej se. Ampak deluje tudi kontra. Če ti v en bister ribnik, ki so vsi z odprtimi očmi, motivirani, vejo, kam grejo, vejo, kaj so vrednote, se to ceni, čutijo, da se to ceni. To je naloga. Enega noter daš, tudi če je B, bo videl, moram tako funkcionirati. Tle se to ceni. Dobro in slabo je nalezljivo. In če ekipa ni dobra, to je odgovornost vodje. Zaradi vodje ekipa ni dobra, ker je on izbral te ljudi in on jih je izoblikoval, ali pa jih ni izoblikoval, kakorkoli. In tukaj je prvo moraš imeti dovolj lastne energije, da odnašaš vse, dokler ekipa ne začne to odnašati. To je dobro povedano. Točno to. Moraš imeti dosti lastne energije, da odnašaš vse, dokler ta ekipa. Ko pa se to vzpostavi, to mi je tudi takrat Tanja rekla, podjetje se mora od spodaj gor graditi. Pa ne hierarhično, ampak tam, kjer se ustvarja fizično dodana vrednost, to je takrat, ko ti primaš makito, pa noč rav zagonaš. Tam je dodana vrednost. Ni dodana vrednost, tam, kjer jaz na mailu odgovarjam. In ko tam špila, ko se tam poklopijo zvezde, ko se tam ekipa pošteka, gre to navzgor in podpira in njegovo vodjo, in konec koncev mene, očeta, ostale oddelke in pol je krog sklenjen. Ker jaz ne rabim
drug dan razmišljati, kva bojo imeli fantje za delati, kam ne unga dan, kam ne tega dan, ker te stvari postanejo samoumevne pri ljudeh, ki so z mašinco v roki. In potem dejansko pol tudi odpadajo, ker to so pogoji, da lahko vzpostaviš zaupanje do ljudi, ki so že dovolj časa doprinašali podjetju, pa ki si zgradil nek zdrav odnos, to lahko preide v zaupanje. In ko imaš človekom enkrat takšno zaupanje, to je trajno. To je trajno. Ko enkrat človeka spoznaš do te globine, da veš, da mu lahko zaupaš, ne boš več mu pod prste gledal, ne boš preveril, a je naredil ali ni. Enostavno veš, da bo narejen, ker je on pač je za to, da naredi. Ja. In takrat tudi vodstvo pol spusti nadzor pa kamere, ne? In je tudi spet začaran kruh, ljudem še bolj prijetno, ko ve, da mu noben ne gleda pod prste. Tako da takrat postane za vodstvo, ne bom rekel lušten, ampak lahko se fokusiraš na vizijo. Ne rabiš gasiti požarov. In takrat se rodijo najboljše ideje in takrat imaš najboljši zagon za ustvarjati. Kar pa je naloga vodstva. Ne?